Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Sindikat podjetništva je zadnjič sicer na ministra Mesca naslovil poziv k spremembi strategije upravljanja državnih naložb, po kateri bi invalidska podjetja v državni lasti, poleg CSS, če se ne motim, je še eno, uvrstili sedaj portfeljske naložbe v strateške. Ali je zdaj, najprej seveda, a vam je minister Mesec pač to predal, a pa je glede na dogajanje okoli CSS to realna možnost? Boste torej uvrstili invalidska podjetja v državni lasti med strateška? Zdaj ta zgodba vezana na CSS je seveda v zadnjih tednih dobila eno zelo specifično dimenzijo. En del je seveda ta konkreten, kaj se dogaja, likvidacija in seveda, kar je izjemno pomembno, predvsem kakšna bo nadaljna usoda tam zaposlenih. Verjamem, da so tam že tiste rešitve, ki so ta trenutek na mizi, da bi znotraj teh rešitev, jih je pa več, in te rešitve pravzaprav zagotavljajo nadaljne službe tem ljudem. Tako da jaz verjamem, da, a pa bom rekel drugače, ne dvomim v to, da bodo te ljudje imeli naprej službe in da bodo te službe ustrezne njihovim znanjem in kompetencam. Je pa dejstvo, da je ta debata seveda v zadnjih tednih dobila tudi to politično dimenzijo, ali pa če hočete tudi čez to. Oglašajo se razni ljudje, ki znotraj te zgodbe iščejo svoj političen PR ali pa prostor. Tako da iz tega vidika seveda si kot minister za finance, pod katerega spada tudi SDH, čeprav je seveda SDH neodvisen in to ves čas poudarjam kolegom ministrom, politikom, ki v državnem zboru radi vpletajo s tem in predlagajo, kako bi se mogel vlada vtikati v poslovanje posameznih podjetij. Na to seveda pač ne bom pristal, ker je to tisto, kar smo po dolgih letih dosegli, da se ne dogaja. Tako da zdaj, tako sem rekel, dobilo je neko dodatno dimenzijo to vprašanje, ki ga, se strinjam, je smiselno nasloviti. Ali je to res strategija tista stvar? Morda tudi. V naslednjih dneh bomo opravili še nekaj zelo intenzivnih pogovorov. Rešitev je več možnih glede tega. Tako da absolutno se v tem kontekstu kot minister za finance strinjam, da bi bilo potrebno na nek način poseben pomen ali pa v teh invalidskih podjetjih pripoznati učinek, ta družbeni, ki seveda je več kot samo nek dobiček v podjetjih. Tako da glede tega, se strinjam, da je treba to nasloviti in verjamem, da bomo v naslednjih dneh se v tem, imamo že napovedanih več sestankov, se pogovorili, kaj je najbolj ustrezna rešitev. Minister Mesec je posredoval sklep o razveljavitvi likvidacije CSS, ta bo torej očitno razveljavljena. Zdaj pa me zanima, kako bo vlada potem pristopila k pomoči podjetju, če pa je ta omejena z evropskimi pravili glede državnih pomoči. Jaz glede tega ne bi prejudiciral. Dejstvo je, da je to pretežno vprašanje za ministra Mesca in njegov resor. Ker seveda tudi rešitev, tudi pomoč, s katero vlada lahko pomaga, je omejena. Je vrsta pravil, predvsem evropskih, pa govorimo o vrsti pomoči, ki so preprosto nedovoljene, ne glede na to, da so lahko všečne, lahko si jih želimo, ampak enih stvari pač ne moramo delati. Tako da v tem kontekstu seveda je to vprašanje tudi za ministra Mesca. Tudi danes smo pred sejo vlade en kratek pogovor o tem pripravili, da naj se seveda raziščejo vse možnosti, torej minister Mesec je tist, ki ima to nalogo, da se najde, katere variante rešitev so sploh izvedljive. Govorim o kakšnih oblikah začasnega financiranja, če to sploh je izvedljivo. Zdaj pa imam za vas še vprašanje, kot glede na to, da ste podpredsednik stranke Gibanje Svoboda. Danes je poslanec Svobode pristopil k demokratom stranke Anžeta Logarja, s tem je omogočil, da je ta stranka postala parlamentarna. Kakšen je vaš komentar na to? Bil sem zelo presenečen, danes zjutraj nisem imel pojma o tem, zvedel sem zjutraj. Na kratko, torej,
presenečen. Verjamem, da vsak posameznik v svojem življenju sprejema odločitve glede na neke standarde, ki jih ima pri sebi. Jaz izrazito verjamem sploh tudi v politiki, no, v načelnost in lojalnost. Verjamem, da je morda tega v politiki manj kot kje drugje. Mi je žal, dokler bom v politiki, se bom boril za nasprotje, ker mislim, da je nasprotno. Tako da verjamem, da če sprejmeš neko odločitev, ne, in se pridružiš neki ideji, je nek minimalni standard, ki ga jaz pričakujem tudi od ljudi, ki so okrog mene, da vsaj tisto obdobje, tisti mandat tam ostaneš. Tako da to je moje mnenje. Hvala lepa, imamo pa še prek spleta dve novinarki. Špela Bezjak, Pop TV ima prva besedo. Dober dan, gospod minister. Jaz bi se za trenutek še vrnila k zgodbi o CSS-ju. Vi poudarjate, da je SDH, se pravi, neodvisen pri svojem odločanju, pa vendar ste finančni minister, zato vam postavljam dve vprašanji, pa res upam in vas prosim, da boste na obe odgovorili konkretno. Prvo vprašanje je, ali ste vendarle kot državljan, kot minister, kot tudi podpredsednik vlade zadovoljni s komunikacijo oziroma nekomunikacijo vodstva SDH, tako z javnostjo kot s pristojnim ministrstvom. In drugo vprašanje z vidika tega, ker ste seveda strokovnjak posebej za področje financ, ali se vam ne zdi pa vendarle nenavadno oziroma ali se vam zdi sprejemljivo in povsem običajno, da je direktor tega podjetja invalidskega Uroš Zarnik dobil od SDH-ja 3 mandate, pri čemer so bili finančni izkazi že sicer zelo slabi, pred zadnjim pa celo razrešnico, ki torej v tem svetu velja za neko pohvalo, in zdaj po vrhu vsega je dobil še funkcijo likvidacijskega upravitelja. Kako komentirate vse te okoliščine z vidika tega, da ste res poznavalec in tudi finančni minister? Najlepša hvala. Zdaj, na kratko, tako kot sem že prej povedal, v veliki meri se je to vprašanje začelo politizirati, kar me izrazito žalosti. Mislim, da ni dobro niti za to podjetje, niti za splošno dojemanje upravljanja družb v posrednem lastništvu države. Zdaj, podrobnosti poslovanja CSS-ja ne poznam, ampak verjamem pa generalno v to, da če neko podjetje nima dolgoročno možnosti preživetja, je bolje, da se preoblikuje. Absolutno ni nobenega dileme v tem, da je potrebno sploh v podjetjih, kot so invalidska podjetja, ki so posebej občutljiva zaradi zaposlenih, poskrbeti za te zaposlene. Ker te zaposleni je popolnoma jasno, da si ne morejo najti dela na trgu tako kot druge, sploh danes, ko imamo eno najnižjih zaposlenosti v zgodovini te države. Ampak na drugi strani pa izrabljati to usodo za politikantstvo in ideje, da bi država metala denar ali pa SDH ali kdor drugi v nekaj, kar na dolgi rok nima perspektive, s tem se pa pač ne morem strinjati. Torej, absolutno je za zaposlene v CSS-ju potrebno najti rešitev, in to rešitev v dogovoru z njimi. In predvsem bi si želel, da je ta dogovor se ne dogaja pred kamerami in pred mediji, ker je to slabo za vse, ampak na drugi strani se pravim, delati iz tega pa politikantske zgodbe in kako bi se morala država še bolj vtikati v poslovanje družb, to pa mislim, da je napačna pot in si tega ne želim. Besedo dobi Lucija Kavčič, s tednika Demokracija, izvolite. Dobar dan. Mene pa zanima glede finančnega opismenjevanja. In sicer tole, šolski predmetniki so že precej napolnjeni, zato me zanima, če bo kakšna vsebina izpadla in katera. Pa če bo tale predmet se predvidi že drugo šolsko leto. Potem imam pa še eno vprašanje malo drugačno, in sicer vlada je obravnavala tudi predlog soglasja o zakupu medijskega prostora na RTV Slovenija, in sicer za izvajanje promocije kmetijstva. Pa me zanima, za kakšen znesek zakupa gre in za kakšno obdobje. Hvala lepa. Kar se tiče finančnega opisovanja in tega predmetnika, absolutno, kot sem prej že poskušal pojasniti, gre za precej kompleksno temo. Kot prvo, zelo vesel sem, da je znotraj vlade konsens, tako predvsem pa tudi z Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, da se te vsebine naslovi v konkretnem predmetu ali kot del ostalih vsebin in da je
te ure, ki smo jih prej navedli, so minimum. Zdaj, po drugi strani, kot sem rekel, je še kar nekaj stvari, za katere jaz osebno, kot minister za finance, verjamem, da jih je potrebno nasloviti. Digitalizacija je ena od teh tem. In seveda je tudi jasno, da na drugi strani ne moramo samo dodajati šolarjem nove in nove predmete in nove vsebine in nove ure, ampak je treba to ustrezno prilagoditi. Morda so kakšne od vsebin, ki so bile 20 let, 30 let, 50 let nazaj, recimo minister je omenil na enem sestanku, da je v veliki meri predmetnik danes ali pa kurikulumi izhajajo še iz časa Avstro-Ogrske. Torej, ja, verjamem, da je potrebno to nasloviti, da je to težko narediti, ampak da svet se spreminja, skozi hitreje se spreminja. In če se ne bomo temu začeli prilagajati tudi na ta način, se nam na dolgi rok ne piše dobro. Tako da v tem kontekstu konkretno ni zapisano, da bo to, in tudi ni mogoče, da bi to uvedali za naslednjim letom, ampak ravno to, kar je kolegica Nikolina povedala, v resnici ta svet bo takoj začel svoje delo in verjamem, da bo ena od prvih nalog je ravno konkretizirati, s katerim letom in na kakšen način, ampak že po zdajšnjih dogovorih z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje ta pogovor seveda ne bo omejen samo na vsebino finančnega opismenjevanja, ampak še na nekaj drugih tem, ki se zdijo vladi, pa ne samo vladi, tudi nekaterim drugim deležnikom in organizacijam pomembne, da se vključijo v kurikulume in da se seveda temu primerno tudi prilagodi ostale vsebine. Ja, tudi če je potrebno za zmanjševanjem ur kakšnega drugega predmeta. Izvolite, državna sekretarka. Ja, se bom samo dopolnila, se minister je že toliko veliko povedal. Tudi na delovni skupini smo se o tem pogovarjali in zelo jasno stališče delovne skupine in tudi Ministrstva za finance je, da uvedba novega morebitnega predmeta finančnega opismenjevanja ne pomeni dodaten predmet, ki se samo nadgrajuje ob obstoječih predmetih, ampak če se dela prevetritev, da se preveri, katere vsebine so potrebne in katere ne. In naša skupina oziroma Ministrstvo za finance absolutno meni, da finančne vsebine so tiste, ki morajo biti noter, ne pomeni pa, da se kakorkoli to dodatno obremenjuje otroke, ampak da se to naredi na druge načine, torej zmanjševanjem kakšnih vsebin ali pa celo odstranjevanjem vsebin, ki so absolutno že zastarele. Jaz bi pa samo še dopolnila. Sporočilo za javnost bo zelo podrobno o tem zakupu medijskega prostora na RTV Slovenija. Gre pa za 28 oddaj, v kateri bodo zaveščali o kmetijskem poklicu, o tem, kako je pomemben kmet. Več o tem pa bomo potem dali v sporočilo za javnost. Špela Bezjak ima še vprašanje. Gospod minister, samo še vprašanje za vas. Ali bi vi kot lastnik podjetja na čelu firme obdržali nekoga, ki ima zelo slabe finančne izkaze in ali bi mu podelili tudi vmes še razrešnico ali bi mogoče poskušali to finančno stanje popraviti tudi morebiti z zamenjavo direktorja? Hvala. Zdaj, seveda, velikokrat je finančni izkazi podjetja kažejo tudi na kompetence vodstva, ni pa vedno tako. Posamezne družbe preprosto nimajo ustreznega poslovnega modela ali pa ga ne znajo najti, da bi dolgoročno preživele. Jaz nočem namigovati, da je to stvar CSS-ja, ker premalo poznam ozadje tega. Govorim pa, da seveda posploševanje v tem, da družbe, ki imajo izgubo, da imajo slabe direktorje, tiste, ki imajo pa dobiček, imajo pa dobre direktorje, nikakor ne drži. Sam sem se v življenju zelo veliko ukvarjal za prestrukturiranjem družb v težavah. Tako da je pa dejstvo, da v kakšni družbi, ki je v težavah, če nima ustreznega poslovnega modela, če nima trga, tudi najboljši direktor ne more rešiti takega podjetja. Tako da omenjenega gospoda ne poznam, ga nikoli nisem srečal in zato tudi ne želim danes soditi o tem, ali je dober ali ni, ali je kompetenten ali ne.